Koliko tega medija v primerjavi z drugimi mediji? Če specifiko. Mi pa že analiziramo. I still wanna drive. Njegov levi korteks dela. I still wanna drive that point. Zdaj je vprašanje, ali v celem življenju, ali zdaj, ker... V celem življenju. Ne, v celem življenju. Bi želela mogoče malo pisati svoje potovanje anime fandoma? Kje si se rodila? Origin story. Kje si se rodila? Kdaj si shodila? Kdaj si postala anime fan? V resnici res v otroštvu, ker odraščala sem v Lučah, v Zgornji Savinjski dolini. Verjemte mi, ja, točno to. Jaz pošel samo če več na glas. Čaj, Zgornja Savinjska dolina, moja geografija. Pač Celje in stuff, right? Animacijo daj, ko bo pokazalo. Ne, mislim sej, kaj je Celje tam okoli. Ne, Logarska dolina. Avstrijska meja. Ich sprechen alle sehr gut Deutsch, weißt du. Bolj Koroška potem? Ne, Savinjska je to, Savinja. Ja. Se pravi, med Mariborom in Koroško je to? No, v resnici imaš slovensko zemljevid in tam, ko gre bomo narisali zemljevid. Ok, to mi pove vse, ker to mi je bolj nemški jezik kot pa italijanski jezik. Se pravi RTL 2. To je itak, RTL 2. Yes, one of us. In kateri je bil tvoj prvi anime na RTL 2? Ne vem, kaj je bil, Wedding Pitch? kateri je bil prvi, ne, je bila Mila ali pa še kaj predtem. Kamikaze, kaj to? Ne, to je bilo pol. To je bilo pol. Glej, za Pokemoni pa Dragon Balli se je leta 99 dejansko začelo. To je res. Jaz sem šel analizirati, ker je bilo ful tak. A si šel? Ja. No, kaj je bilo dejansko pred Sailor Moon, ker Sailor Moon je bil zame najmočnejši, ni bil pa prvi. Vem, da ni Sailor bil Moon je prvi. že ful prej prišel. Je 95, po mojem, 96, Nekaj sem ga že takega, gledala. ja. Vem, da sem že predtem gledala, ampak ne spomnim se več, kaj je bilo takrat. Mislim, anime so bili prav. Mislim, zame je bil Wedding Pitch, ampak to je verjetno tudi še malo pol. Edino, kar sem jaz tako gledal, pa vem, da je bilo hitreje Nadia, ko je neka ladja. Jaz imam to še vedno dol shranjeno, ker to je bil nekaj časa to. Jaz sem to gledal pred enimi 6-7 leti. Jaz pač dobesedno sem živela za TV-jem, torej Ja. v šoli si imel to, 2-3 ure na dan. Logično. In na tak način a imaš dioptrijo? Ne, na srečo ne. Dobro, good on you, jaz sem si po mojem na tak način zjebal. Sem bila daleč stran od TV-ja, pač je Ati to skrbila. Nisi bila oženjena s TV-jem. Imam pa en fun fact, ko pač ga zelo rada delim, in sicer, ko smo bili drugi ali pa tretji razred, ne vem zelo točno kjer, ampak drugi ali pa tretji. Pač pri nam doma je bil pust vedno ful velika zadeva, zato ker je moj Ati pač ponavadi je bilo tako decembra, otroka usedite se, kaj bo naslednje leto za pusta. Oh my god, res! To je bilo tako priprave. In potem si predstavljali to, da 7-8 let stara Rebeka reče Atiju, Sailor Moon. Kaj je to? Kdo je to? In je gledal zraven mene anime, kar parkrat, da si je pač narisal skice, kakšna je in kaj je to. In jaz sem res imela, ne vem, kjer ga leta točno je bilo. Kaj je bil umetnik to? OG cosplayer je bil, gledaj. Ampak mislim, da si skice. A kostum? Ampak to so zelo improvizirani kostumi. To ni zdaj cosplay z... Otroka je to bil svet, pač ti imaš itak to mišljijo kot otrok in ti lahko zapolniš vse luknje. Pa si Superman. Toaletni papir, budget cosplay, doesn't matter. Na Lasulju sem imela iz Preje. Preja, smrdel je, ko ne vem. But I didn't care, jaz sem hotel imeti tudi blond lase. Naredil mi je tudi jazzlo, ko vem, da sem ga še full časa imela popravljenega. Magical wand. Pa po mojem sta še na 2 sošolce ali sošolke vedeli, kaj sem pa noben drug. Tako da, ampak ni me zanimalo, jaz sem bila Sailor Moon. To mora biti tvojim prijateljem iz LARPA ful fascinantno poslušati, da si bila magical girl. To je bilo res. Tako da odraščala sem z animeji skozi, gledala tudi, se pravim, v tega je prišlo tudi tekoče govorjenje nemščine, ker pač drugega ne moreš. To je tako čudno, ne veš, kdaj se začne zavedati, da enkrat samo znaš. In je dobro, ne? Ful zanimivo. In naprimer moja stagnacija oziroma regresija nemškega jezika je nastala, lahko točno pinpointam, kdaj se je to zgodilo, ko naenkrat nisem več našel RTL 2 na naši televiziji, ne vem, kaj se je zgodilo s ponudnikom. Ne vem, kaj se je zgodilo. Sem je
mi škoda, ker so kasneje pol res nehali, niso več vrteli te anime. Mislim, da 2008 se je tam končalo nekaj. Takrat se je šele. Mislim, da je že prej bilo malo. Ne, ful. Definitivno se je končalo, ko so streaming sajti začeli malo bolj intenzivno delati. Kaj pa Super RTL, a ni tudi tam? Ja, sem se tam verjetno še vrčel. Sej sem tudi Disney. Ja, seveda, sej. Okay. Ne moreš biti sam enega, sorry. Pa si zihe tudi gleda Gumibären. Banda, Banda, oh my god, ti beste. Kateri anime bi označila za svoj absolute favorite? Hamtaro. Čeprav je res cute. Shin-chan. Letos sem bila na Japonskem, in ko sem videla še Shin-chana tam, nisem mogla verjeti, da je to še zmeri in. Se mislim, da še vedno popularno. Se še vedno ongoing, ne, Shin-chan. Čakaj, še še vedno je ongoing, še vedno filme, teatrične filme še vedno dobijo. Mene najbolj preseneča, da še Detective Conan vedno ongoing. Še vedno Frost, pa že minilo koliko. Še vedno so, pa ti zdaj dobijajo teatrične predstave, veš. Ni samo na televiziji, pa je to za otroke. Pa rekorde podirajo, to je najbolj smešno. Detective Conan je bil, mislim, da tako 3., 4. najbolj prodajen film v letu. Tako da pač anime filmi so čist prevzeli to sceno. Manga List prav, da je še zmeraj ongoing. Wow, 92 leta. Shin-chan, pa mislim, da je še en, ki je tako najdaljši anime v zgodovini. Samo tistega nijamo. Ona pa nabeden od Western. Če si japonski otrok, potem poznaš pri nas, pa ni to. Ne, če si japonski dedek poznaš. Ok, to je res, ja. Ampak mislim, vsaka generacija pade potem noter. Tako da Shin-chan najljubši. Ne, po mojem res Kamikaze Kaito-chan. Ja, imam tudi mange, sem si rekla, moraš po nemško. Pa tisti opening. Kamikaze, Dibe, kako je že? Kamikaze Diben. Ja. Džandi Kamikaze Diben, nekaj je manjkalo. Jaz sem si DVD šel kupiti na nemškem Amazonu, gledaj. Pa ful dobre, mislim, Nemci so imeli res dober dub, pa openinga tudi. Ja, če so vse so dubali in je bilo tak zakon.